Torej, ta knjiga je nastala ob preučevanju dnevnikov barona Reigersfielda, ki je živel seveda v prvi polovici 18. stoletja, in njegovi osebni dnevniki so do sedaj najstarejši znani dejanski vsak dan pisani dnevniki neke osebnosti iz ozemlja današnje Slovenije. Te dnevnike je pisal praktično od mladosti, od recimo 20. leta starosti, vendar jih je občasno potem prva leta prekinjal, jih ni pisal, predvsem pa je pisal striktno vsak dan, prav vsak dan, tudi če je bil na poti, na potovanju, v kočiji, je nekaj napisal. Iz teh dnevnikov se da ugotoviti marsikaj, ne samo njegovo življenje, ne samo njegova kariera, ki je bila razmeroma uspešna, pa tudi je imela svoje padce, ampak tudi celotno socialno, politično okolje, v katerem je živel. Vedeti je treba, da je bil Reigersfield kot razmeroma visok državni uradnik, bil je predvsem zadolžen za gospodarstvo, za promet, carine, mitnine, da je poznal praktično vse, kar je bilo pomembnega na Dunaju in celotni monarhiji. Tudi Marijo Terezijo recimo je bil večkrat pri njej na avdienci in tako naprej. Tudi ko je živel v Ljubljani, se pravi zadnjih 13 let življenja, so se praktično vse osebnosti, vsi tujci, pomembnejši tujci, ki so se peljali skozi Ljubljano, so se ponavadi ustavili pri njemu in se malo pomenili in na tak način je on tudi zbiral informacije. Bil je mojster oziroma, ja, lahko rečemo mojster pisne besede, praktično vsak dan je pisal, ne samo dnevnik, ampak vse mogoče, kar je bilo sploh možno, službene spise, službene elaborate, osebne zapiske, karkoli. Njegov arhiv je praktično v celoti skorajda ohranjen in obsega okrog 40 fasciklov, torej njegovih prepisov ali pa izvirnikov. Ti dnevniki so po mojem mnenju tako bogati in tako posebni, da se jih splača tudi objaviti in to tudi pripravljam za letošnje leto, za objavo, in ta knjiga je nastala pravzaprav kot stranski produkt, recimo, če tako rečem, te priprave, ko sem želel razjasniti oziroma predstaviti celotno bogastvo tistega časa, ki se torej v njegovih zapisih, in seveda celotno dogajanje v njegovih očeh. Torej, kako je on videl dogajanje na področju politike ali pa osebnega življenja v svojem socialnem okolju, in to pa je predvsem predstavljal Trst, kjer je živel prva leta, potem Dunaj, kjer je živel do 1747 in potem zadnjih 13 let življenja Ljubljana, kjer je bila tudi njegov rojstni kraj in kjer je imel bogato palačo, ki jo je dal temeljito prenoviti. To je stavba, kjer je danes gledališki muzej, to je ta velika stavba, ne, tam je živel s svojo družino v stanovanju, ostala stanovanja je pa oddajal v najem. Torej, celotna v knjigi sem predstavil njegovo življenje, pa tudi življenje okolice, torej kaj se je dogajalo v njegovi socialni okolici, kaj se je dogajalo v politiki v tistem času, na visoki politiki, kjer je bil on vpleten, torej v tistem segmentu, kjer je on deloval, in to je dejansko bilo vse, njega je zanimalo vse od vojske do gospodarstva, zunanje politike, do upravljanja, česar so njegovi zapisi seveda vedno polni, pravi neke vrste tudi rumeni tisk, bi lahko rekli danes, da je to. Jaz upam, da bo ta knjiga pomenila, čeprav gre za razmeroma neznano osebnost, vsaj zunaj zgodovinarskih krogov, da bo pomenila nek preblisk oziroma neko možnost spoznanja zgodovine, tudi nekoliko drugačne zgodovine, kako so pravzaprav ti uradniki, visoki uradniki, politiki nekoč živeli, kako so delali, kaj so razmišljali, kako je življenje v teh krogih tudi teklo. Hvala lepa.